Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Pozdravljeni. Kot vam je znano, je s 1. januarjem Ministrstvo za zdravje predvidelo vzpostavitev ambulant za neopredeljene. Sprva smo imeli predvidenih 15 ambulant, za katere smo tudi že predvideli prostor, tudi porazdelitev po enotah Zdravstvenega doma Ljubljana. Zadnja navodila, ki smo pa prijeli konec preteklega tedna Ministrstva za zdravje, pa so pravzaprav vzpostavitev 19 ambulant in pa končno smo tudi dobili tudi nadaljnja navodila, tudi glede plačila zaposlenih v teh ambulantah, ki svoje delo v teh ambulantah opravljajo izven rednega delovnega časa. Na podlagi tega, na podlagi vseh teh podatkov, ki smo jih pač čakali, smo konec tedna ponovno vzpostavili kontakt z vsemi tako zdravniki in sestrami izven Zdravstvenega doma Ljubljana kot v Zdravstvenem domu Ljubljana, da v bistvu pač preverimo interes za delo v teh ambulantah, kajti glede na pač podatke, ki smo jih imeli konec novembra, začetek decembra, je večina pač želela počakati na ta končna navodila in tudi samo plačilo. Tako da predvidevamo, da bomo v vseh enotah, ker imamo že zdaj ambulante za osebe brez izbranega zdravnika, vzpostavili tudi ambulante za neopredeljene, v katerih pač bo možno tudi opredeliti se na zavod. Trenutno ta opredelitev na zavod še ni možna, pač potrebujemo ustrezno tehnično podporo, tako da so programske hiše po Sloveniji prav tako dobile vsa navodila ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pravzaprav nazadnje konec preteklega tedna in je pač potreben določen čas, da to programsko rešitev v naših informacijskih sistemih tudi vzpostavijo. Za Zdravstveni dom Ljubljana predvidevamo to, da bo omogočeno v prihodnjem tednu, ko bi se potem tudi te ambulante pač pričele vzpostavljati in bi se ljudje opredeljevali. Praviloma bo opredeljevanje v teh ambulantah potekalo na način, da bodo pač pacienti, ki so izgubili osebnega izbranega zdravnika, v tisti enoti, kjer so imeli nazadnje izbranega zdravnika, tudi obiskovali ambulanto za neopredeljene. Tam jih tudi namreč najbolje poznajo, hrani se vsa njihova zdravstvena dokumentacija, nenazadnje se kronični bolniki ti vodijo tam pri diplomiranih sestrah še vedno. Tako da bo končni delovni čas teh ambulant v prihodnjem tednu tudi pač ustrezno prilagojen glede na kadrovsko pokritost v naslednjem tednu in objavljen na naši spletni strani. Hvala. Mi sem bo dali še besedo predstojniku Zdravstvenega doma Šiška, enote Šiška, pa potem lahko vaše vprašanje. Torej, v enoti Šiška je Zdravstveni dom Ljubljana že pred slabim letom uvedel podobne ambulante, tako imenovane kronične nakupne ambulante, ki delujejo v 3 enotah, plus ambulanto za nego oziroma prevezo ran. In kako je v bistvu izkušnje teh ambulant in kako je z vzpostavitvijo, recimo v enem primeru enoti Šiška, bo povedal predstojnik enote Andrej Divjak. Ja, pozdravljeni. Torej, v enoti Šiška smo pravzaprav že pred letom dni zaznali problem vse večjega števila ljudi, pacientov, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika. No in že pred enim letom smo pričeli z organizacijo ambulant za te paciente, takrat smo vzpostavili tako imenovane akutne in kronične ambulante. Po enem letu lahko rečem, da so izkušnje tako strani pacientov kot zdravstvenega osebja dobre. Navkljub relativno visokem številu ljudi, ki so ostali brez osebnega zdravnika, smo uspeli tem ljudem zagotoviti zdravstvene storitve, kar je najpomembnejše. Torej, po novem predlogu Ministrstva za zdravje pa naj bi v kratkem prišli na podobno obliko in sicer na ambulanto, tako imenovane ambulante za neopredeljene paciente. V enoti Šiška bi si želeli vzpostaviti 3 do 4 tovrstne ambulante. Smo pa v predlogu ministrstva zaznali par, bom rekel, manjših problemov, na katere smo tudi že opozorili ministrstvo. In sicer glavni problem, ki ga vidimo, je, da je so iz predloga izpadli, bom rekel, upokojeni zdravniki, torej po tem predlogu upokojeni zdravniki niso več predvideni za delo v teh ambulantah, tudi ne mlajši specializanti, sobni zdravniki, bom rekel tudi zdravniki, ki so zaposleni na ZZZS-ju, na SPIZ-u in podobno. Kot rečeno, na to problematiko smo danes že opozorili tudi Ministrstvo za zdravje.
Želel bi si, da torej te ambulante čim prej zaživijo in verjamem, da bomo kar kmalu uspeli, bom rekel, zalaufati vse te ambulante. Kako pa se razvoljo vidiš? Dela, koliko je v bistvu potem dejansko plačila za informacijo, komentirate dejanskih številkah, kako se to razlikuje od nekaj do nekaj, ki ga drugače deluje? Se pravi, urno postavko je določilo Ministrstvo za zdravje v teh zadnjih navodilih z 29. decembra in urna postavka bruto je za zdravnika 121 evrov, za medicinsko sestro srednjo je 54 evrov in pa za zdravstveno administrativnega delavca je 27 evrov bruto urna postavka. Te pogodbe, ki se sklepajo z delavci, ki delajo v teh ambulantah za neopredeljene, so tudi oproščene določenega davka. Tako da je potem neto izplačilo naj bi bilo okrog 80 evrov neto oziroma okrog 35 evrov za sestro. Seveda se razlikujejo od urne postavke zaposlenega, zato ker zaposleni smo pač plačani po sistemu plač, kot vsi javni uslužbenici in smo pač plačani glede na plačilni razred, v katerega smo uvrščeni. Ne drži. Nekatere od teh zdravnic so dali odpoved, nekatere so v bolniškem staležu, nekatere pa delajo. Pravi delaš? V samem zdravstvenem domu Polje je zdravstveno varstvo odraslih ne deluje, so vse te ambulante preseljene v enoto Fužine in so združene v bistvu z fužinskimi ambulantami, ampak v bistvu kot rečeno, v bistvu nekatere zdravnice so oddali odpoved, nekatere so v bolniškem staležu, dolgotrajnem, krajšem, različno. Vam tega podatka zdaj ne morem iz glave povedati, ga pa lahko pripravimo, če bomo dosedali. Torej, mi smo povabili tako naše zaposlene, zdravnike in sestre, kot tudi zaposlene v zdravstvenih domovih v Ljubljani, izven zdravstvenega doma Ljubljana, torej študentski zdravstveni dom in železničarski zdravstveni dom, kot tudi zaposlene v koncesijskih ambulantah v Ljubljani, v mestni občini Ljubljana in v primestnih občinah, z namenom sodelovanja v teh ambulantah. In seveda pod pogoji, ki pač veljajo tudi za naše zaposlene. Organizacija ambulant bo odvisna od kadrovske pokritosti. V kakšnem obsegu jih bomo delali, je pač odvisno tudi od kadra, ki ga bomo lahko pridobili. Podatki v bistvu se zdaj na novo zbirajo, zato ker urna postavka je šele zdaj znana. Predtem namreč večina jih je ravno to spraševala, kakšna bo torej ta urna postavka. To vam težko odgovorim, kako bo točno. Začeli bomo postopno in potem počasi v bistvu pač program, obseg povečevali, tudi glede na število opredeljenih, kot tudi glede na kader, da bomo lahko urnike pač ustrezno objavili. V bistvu v vseh javnih zdravstvenih domovih, kjer nimajo možnosti več opredeljevanja, so vsi zdravstveni domovi dobili enaka navodila kot naš zdravstveni dom, torej da organizirajo ambulante za neopredeljene, tako da pričakujemo, da se bodo ljudje opredeljevali v kraju svojega bivališča, ker imajo svoj zdravstveni dom, ali pa se opredelili pri zdravniku, kolikor ta še opredeljuje. Mi bi si predvsem želeli, da v naše enote prihajajo tisti pacienti, ki imajo že pri nas že kartoteko, ker so pri nas v bistvu že imeli nazadnje izbranega zdravnika, ki jih poznajo zdravstveno osebje, jih sestre že poznajo, so jih pač toliko let vodile tudi kot kronične bolnike in bi bilo najlažje na tak način v bistvu tudi vzpostaviti eno kontinuiteto obravnave. Formalne omejitve seveda zakonodaja nima. Bomo videli, kakšen bo odziv. Pač neto zneski so relativno visoki,
Kakšna bo motivacija, težko odgovorim. Številni naši zdravniki v bistvu so že zdaj precej preobremenjeni ob nadomeščanju rednih kratkotrajnih odsotnosti ali celo dolgotrajnih porodniških odsotnosti, torej kolegov, ki so pri nas zaposleni. Tako da težko komentiram. Ne, akutne in kronične ambulante, ki jih imamo zdaj že več mesecev, ponekod celo že leto dni, se bodo v bistvu pretransformirale v ambulante za neopredeljene. Ja, predvideli smo že v bistvu načrt po posameznih enotah v obsegu, seveda zdaj pa odvisno, v kakšnem obsegu bomo uspeli realizirati glede na kader, ki pač ga bomo lahko zagotavljali. Torej, trenutno so že vsi pacienti, ki v bistvu nimajo izbranega osebnega zdravnika v Ljubljani in ki so ga nekoč imeli izbranega v zdravstvenem domu Ljubljana, imajo že sedaj možnost obravnave v 3 naših enotah, v ambulantah za osebe brez izbranega zdravnika kot kronične in akutne, in v bistvu bodo pač vsa obravnava bo potekala na podoben način naprej, s tem, da bodo imeli možnost opredelitve. Tako da na naši spletni strani bomo seveda objavili ustrezen urnik, da bomo lahko tudi z opredeljevanjem tudi pričeli. Ja, naslednje tedne v bistvu bodo ta delovni čas objavljeni. Torej, pogodbe smo, v bistvu predloge za pogodbe smo že v decembru, zdaj že nekaj jih pridobili, tako da bodo zdaj v tem tednu tudi nekatere pogodbe že pač urejene. Pač čakali smo pač ravno to, to, kar smo pač potrebovali, torej urno postavko, ki pač smo pač dobili podatek prejšnji konec tedna. Gre za delo izven delovnega časa, se pravi po opravljenem rednem delu, gre za delo po podjemni pogodbi izven rednega delovnega časa.